Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Stane je začel plezati pri 20 letih s kamniškimi in domžalskimi alpinisti. Številnimi odličnimi vzponi in za zimsko ponovitvijo zajede v Šitah si je leta 1974 prislužil udeležbo na odpravi na Elbrus. Od tam ga je pot peljala na legendarni, uspešni jugoslovanski odpravi Makalu 75 in Everest 79. Leta 1981 je vodil prvo slovensko društveno odpravo na Grenlandijo, kjer so preplezali številne nove smeri in opravili prve pristope na mnoge neosvojene vrhove. Potem pa sta sledili uspešni odpravi na Fitzroy leta 1983 in Cerro Torre leta 1985, kjer so splezali dve vrhunski kultni prvenstveni smeri. Na vseh treh odpravah je bil Stane vodja odprav. Pot ga je vodila na najvišje vrhove vseh celin, kar mu je razen na Everestu tudi uspelo doseči. Kasneje je svojo avanturistično raziskovalno pot nadaljeval v ledenih prostranstvih Antarktike, Arktike, celinskega ledu Južne Amerike in Sibirije. Upokojil se je po 40 letih poklicnega ukvarjanja s fotografijo. Še danes deluje kot trener kajakaštva, gorski vodnik in fotograf. Je avtor ali soavtor fotografij v preko 50 knjigah in številnih koledarjih, svojo odpravarsko pot pa je v sliki in besedi zabeležil v monografiji Ledene sanje. Še danes so mu gore, reke, narava, avantura in raziskovanje življenjska strast. Z nami v steni tokrat neumorni ljubitelj narave in avanture, vrhunski fotograf, odlični alpinist in večni raziskovalec Stane Klemenc. Rekel si, da si letat začel tudi. Ja. Upokojenc. Zdaj imaš pa en tak upokojencu primeren hobi, kaj? Si pa letat začel. Je malo nenavadno, ampak 3 leta nazaj sem začel učiti se. Moj inštruktor je Miha Repovš, ki je tudi z Lajevcem sodeloval v letalstvu. Ona dva sta skupaj plezala tudi, ne, svoje dni. Letala. Če je to ta Miha. Ona dva imata svetovni rekord v skoku z jadralnim padalom na 8000 z balona. To se spomnim. Ja. Tega je zdaj že kar nekaj časa. Ja. In kako si ti do jadralnega padalstva prišel? V tandemu me je Lucija, od Miha partnerca, me je pelala ene parkrat. To probal, ne, pa sem njeno padalo probal malo voziti in tako me je pustila, ko sva velikrat letela. In pa sem šel pa probat, sem mi dal en star padal, pa sem začel lepo počas po travnikih se poditi. In zdaj te je to... Ja, zdaj pa 2 let že letim. Sam sicer moram še spit narediti, no, ampak imam že 275 poletov. Ja, bravo. Vogar, Vogu, to imam bliz in vsak ta prav vreme izkoristimo. Včeraj smo leteli pred vetrom. Super. Tako da je fajn, uživam. Si pa tudi veliko časa preživiš pa tudi v čovnu, ne? Tudi kajak, mirna voda. Ne vem, kjerega leta 2006 sem bil pobudnik ustanovitve kluba v Bohinju, pa sem 10 let vodil klub, zgradil hišo klubsko, zaposlili smo trenerja prek panožne zveze in ministrstva, tako da stvari laufajo. Ja, super. Mogoče... Smo imeli leto že evropskega prvaka na 200 metrov, pa... Res? En redno v svetovnem pokalu vesla. The best.
No, mogoče morava povedati to, da živiš v Bohinju, ne? Ja, Ribšev Samo las. Porok. A sem se prav Tako zapomnil. je. Saj enkrat sem bil pri tebi, sem zelo na hiter. jezero in hribi, vse Porok. Ja, the best, super. Tam imaš vzpodbudo za miganje. Ne? Tudi vsa okolica, vsi mladi to neki migajo, trenirajo in to. In pol moraš, ne. In si Imam polno samo mlado aktiven, družbo, ne, in pač skozi migamo. da si lahko v štihu. Ja, mož kriple včasih. Dobro, ajde. Zdaj pa, če mačken se vrneva v preteklost. In sicer iskal sem, kje si ti začel plezati. A je bilo to v Domžalah, a je bilo to v Kamniku, a je bilo to vmes Kamnik. v Kamniku. A si tam alpinistično šolo delal? Ja. Daj mi malo povej, kako se je to vzpon sem začelo. naredil za Božič 71. leta zimski vzpon na Ojstrico. Z enim prijateljem, ki je tudi takrat začel v hribe hoditi, pa dva sta bila pa že malo bolj izkušena. Ne. Slavči Konja pa Drago Dimc. Žal sta oba že umrla. In potem naslednje leto sem šel slikati v južno steno Skute. Štefana Kukovca pa Dimca sta šla direktno čez plate plezati. Jaz sem imel pač v nekih škornjih fotoaparate s sabo. Škornih, Ja, gumijastih škornih. skoraj. Skoraj. Sem rekel, tole pa nov za mene. Ne. Slikati je fajn, ne, ampak da pa jaz tole plezal, pa ne. Čez 2 meseca sem začel in sem resno začel, ko sem bil že 21 let star, resno začel na tem delati in sem bil v slabih 2 letih sprejet med alpiniste. 72. sem delal tečaj, France Malešič je bil naš vodja, 73. sem bil že sprejet potem jesen med alpiniste, 74. sem bil pa načelnik AOja Kamnik. Ja? Tako da je šlo to zelo na hiter. Ker to so bila menda obdobja, ko je bilo zelo veliko, kamniški odsek naj bi imel zelo veliko članov takrat, zelo veliko Ja. aktivnih alpinistov. Ja. To drži? Drži. In pol 73. se je ustanovila sekcija Domžale pa Mengeš in 75. leta smo postali že tako številčni, pa toliko močni in izkušeni, da smo potem šli ali pa morali iti na svoje. Ne. Je bilo v Kamen že vsega preveč. Zanimivo. Zmanjkalo prostora, opreme, vsega. Ne. In preveč alpinistov. Preveč nas je bilo, ja. Alpinistov. Ampak moram reči, da smo tudi pol še redno pač s Kamenčani plezali. Ne. Ja, ja. Sem potem začel, najprej sem s Slavcem Šikonjo plezal, potem sem začel z Bojanom Polakom in sva orang delala veliko let. Ja, ja. Zasledil sem, da sta z njim, pa še nekdo je bil, boš povedal, da sta upravili, a je bila prva zimska ponovitev Zajede v Šitah. Tako je. Kdo je bil še zraven? Cene Kramar. A, točno, Cena, ja. Cene je pol nažalost tudi umrl v Driju. Na štantu pljučenca in je ugasnil na štantu. A res? Na poročnem potovanju. Ojoj. Taka. To pa je... Krasen fant je bil. Močen, velik, sposoben. Vse. No, plezal sem, ko si ga glih omenil, 2 njegove spominske smeri v jugovzhodni steni Planjave in v Koglu. Sta 2 njegove spominske smeri. Eno pa še v Triglavu. Pa še v Triglavu. So z Bojčem plezali. Ja? Kako se imenuje? Mislim, da Kramarje. Kramarjevo, Triglavu. Ceneta Kramarje, ja. No, vidiš, zdaj pa imam slepo liso. In tisto sva do Zlatorogovih polic zlezla, naprej je pa še Franček zlezel. Pa Še dokončal. nadaljeval.
Ampak zaradi te zimske ponovitve v zajedah, v zajedi v šitah, sem prebral, da je bila pa to takrat en pomembnejših vzponov sezone in takrat so te potem tudi sprejeli na, ali tvoja prva odprava v Sovjetsko zvezo. Ja, na Kavkaz, pa pol Makalu, to je bila tudi vstopenca za Makalu, zajeda šit. Kam ste šli na Kavkaz? Najprej smo na hitro upravili z Elbrusom, pol smo pa zbrali steno Čatintava. To je bila takrat znamenita stena, ena zelo težka smer ruskih alpinistov. In smo zlezli tam ene 4 stežaje, no te zadnjega sem jaz naprej plezil. Tako težke stvari, ne vem, če sem kdaj plezil. Centimeter ledu po gladki skali, svedrovci so bili malo stran polomljeni. In kako sem se skozi tisto spravil, mi ni čisto jasno. Enkrat vem, da sem na kladvu obvisil, krasen saleva kladvete. Boljš ga ni na svet. Kaj, si zataknil nekam ali kako? Držal je. Na tistem centimetru ledu. Zanimivo. Neverjeten, ne. In pol sem tam čez prišel, pa je bil pa v desni tako en Y, vsred pa ena skala nalimana. Taka majhna skala, ene pol metra ploščata. Ivče je bil za mano kotnik, enkrat zavpije, pazi, leti. Sem se stisnil v sten in je prav tista plata majhna je padla dol in me je postegnil. Cik, srečne na glavo, ampak orang poškodba na stegnu. Tako da sem šepal pol 14 dni. Pol je še Joža Rožičev dobil poškodbo na roki, ki je letel, pretoplo je ratal, ne. In je letel dol. In smo po 4-5 cugih obračali. Malo je manjkalo, še 2 cuga težkega, pa je bilo pa lažje, ne. Res lepa smer, stena taka. Zanimivo, super. Pol smo obračali, matral sem se nazaj do baze, pa so bila z Jožem v bolniški. Nama ni bilo hudega, so naja crklali v taboru. Še punce so nama rože prinesli, še to je bilo. Tako, punce fantom rože, zanimivo. Upam, da sta se udolžila s kakšno rožo nazaj. Fajn smo se imeli, je bilo. No, pol naši fantje so šli 3 še. Jošt, Jaka Prelog, pa Ivč so šli še v Pik Ščurovski, so tam eno smer zlezli, pa se je pa naredila tista katastrofa v križu Užbe. So 4 hrvaški alpiniste takrat plaz zasul. In 2 so najdli, enega čez leta, enega pa enih 10 let nazaj. Groza, ja. Ja, in to je pač končalo odpravo. Bila res orang tragedija, ne. In če se ti to tam na začetku kariere dogaja, ni fajna, ne. Sicer moja prva izkušnja z umrlim soplezalcem je bil Štefan Kukovec. So plezala skupaj nekaj lepih smeri, mislim, da tudi Štruco direktno, pa par lepih smeri, in pol so bila zmenjena, da grejo v Švico. V Švico malo pleza tam, Breithofen, Pelux, tam okrog, ne. Malo pogledati, kako tuji hribi izgledajo, in on se soliral je v Decu, verjetno centralno, in se je ponesrečil, ne. In to je bil prvi udarc tak. Takrat vem, da sem vzel ruzak in en teden po hribih begal kot utrgan. Tam po 15-17 ur. Tam leto po Julicih sem pa si ubijal žalost. Ja, in po je šlo to pač nekako preboliš in je šlo naprej, ne. Ja, ker očitno si se mogel sestaviti kar dobro, ker 75 si šel pa že v Nepal, ne, na legendarno odpravo na Makalu, tako je, o kateri vemo že zelo veliko. Če bi tako mogoče zdajle mogel na kratko nekaj tazga, kar se ti najprej utrne v spominu,
kaj ti pride na misel z tistih časov te makalujske odprave? Ja, lep marš po lepi dolini, neobljudeni, 18 dni in pol divja stena velika. Velikrat smo šli v steno, nosili gor, kopali bivak. Enkrat smo šli Aleš pa Bojč pa jaz gor na 7500 smo nesli hrano. In tam prideš na tisti tabor 4, tam vidiš ta pravo steno, prej snežišča in tako, ti snežni raz, je še vse dosti normalno, tle je bila pa orenk stena. Po koncu, ne? Lepa, rumenkast granit, lepa stena. In pa je tako prišlo, da sem računal, da bom šel še kdaj gor, ampak je bilo nekaj naves na vrhu in pol zadnja se je Zoran Bešlinov bivakiral čez noč, tam nek nad 8000 in pol smo mu sam šli, njemu pa Dovžanu nasprot in je bila odprava končana. Fajn je bilo pa pol tudi, recimo, v narekovajih fajn, so šraufom pol 11 dni čakala na planini, ne, da so nosači gor prišli. Dokaj smo pač nesli, so eni nosači nesli neki robe in sva tam ostala 11 dni, s pol soda doručka, pa 2 kile ajdove moke, drugega ni bilo v tistih sodih. To je bila najina hrana, 11 dni in doručka še zdaj ne jem, 50 let. Si predstavljam, ja. Pečenega, srovga, vse mogoče. S tiste ajdove moke sem lep hlebec kruha spekel. Celo jelko sva posekala, naredila kubik, žerjavce, tisti lep hlebec dala not v posodi in je bil res krasen za slikati. Pak niso ga mogla rezati, pretrt je bil. Ja, če sem Trda ajdova skorja, moka, ko to hudir. je... So ga na skali razbila, not so bili pa žganci. Parih dneh so vse lepo pojedla. Pa lepa planina, planik je bilo polno tam okrog, pa še eno svetišče gor v eni jami, kjer sem večkrat šel pogledat, pa nobenega človeka nikoli. Nič, nikogar. Nič. In pol po 11 dneh so prišli. Nosači smo šli v dolino. Ja. Ja, nazaj gre, da je bila tudi zgodba. Dež je šel 3 dni, kakor je dol mogel, pa še bolj močno je začel. In so šraufom pa 2 nosača tam po džungli bili in je noč ratala. Nista vedela nosača, kje smo, videli se in kamer. In smo tam šraufom svojno z tistih vej skušala streho narediti, ma to je bilo vse mokro. Pijavk je bilo toliko, da so bila krvava, kot mesarska vajenca. V škornjih je bilo krvav, vse je bilo krvav. Drug dan smo pa videli, smo 10 minut od vasi. Ja, Ja, tako je bilo. Ampak se tako se človek tudi utrjuje, ne? Ja, pač izkušnja, ne. Ampak pač na vrh ti ni bilo dano iti in si mogel vsem se pa zelo navdušiti nad Nepalom, ker si se potem udeležil mogoče še bolj kultne odprave, ne? Leta 79. Ja. Kako pa je to izgledalo? Ja, za to odpravo je bilo ogromno kandidatov in je pač uspelo, da sem šel zraven. Ogromno priprav, smo hodili v BTC, Robopokat cel mesec. Je bilo. Daj mi malo robe. to povej. To zares nisem še z nikomer zares govoril. Ne, vemo to, kako ne, je Aleš Kunaver takrat predal vodenje te odprave Toni Škarji in bilo je ne vem koliko 70 ali še več kandidatov za to odpravo in pač ne, sej, kako se je zbiralo to, je tudi že Tone v tem govoru, pa tudi še kakšen drug. Ampak razloži mi pa, kako je bilo tebi sporočeno to, kdo te je poklical, ali kako si izvedel, da greš na odpravo in
Zanima me pol tisti občutek, ko si izvedel, da greš na Everest takrat, ne. To je verjetno mogel biti kar šok, tak dober šok. Ja, dolg časa se pač ni vedlo, kako in kaj bo šel izbor in tako naprej. In točno se ne spomnim, kako sem zvedel. Ne To je veš. skoraj 50 let, ne. Ja, okej. In ali je bilo najprej objavljeno, ali ne vem. Ampak verjetno je mogel biti pa dober feeling, ne. Ja, na vsak način, ne. Vzpodbuda za treninge, za vse, ne. In spet enako vprašanje, isto vprašanje. Če bi zdaj mogel strniti neke misli glede Everesta 79, kaj bi rekel? Vihar nad bazo, nad taborom 4, 7550 je bil tabor, no in tam naprej je bila naša naloga. Takrat so z Zupanom gor prišla, Šrauf pa Stipe sta bila že gor, smo postavili še en šotor ali dva in naslednji dan bi morali postaviti tabor 5 na 8100. In zjutraj je bilo mraz kot pes. In Stipe se je premislil, ni šel. Šrauf pa midva z Zupanom smo vzeli pač trike, snežne kline in šli naprej v tisto flanko in napenjali vrvi. 2 koluta smo napeli, tam nekdo 700 in pol je veter tako začel razgrajati, da ni bilo več mogoče. Štriki so po luft leteli, sneg, kamenčki, divje je bilo, ne. In smo pač obrnili, tabor so z Jušem ugotovili, da sva pomrznjena gležnji, do gležnjev noge. Sva ene 2 ure poskušala masirati, ma nič ni pomagalo. Sem rekel, edina varianta do tabora 1 ali pa v bazo Sestop, še danes, ne. Ker kakor enkrat prespiš s pomrznjenimi udi, ni več rešitve. Po vseh teh primerih, kar je bilo, si pol obsojen na rezanje. In sva pol še do noči prišla v tabor 1, noge so naju bolele, špikale not in to je bilo dobro znamenje, da je še nekaj živega, ne. In sva oba brez posledic, meni je šlo kakšen centimeter kože tako, ko bi en črv zvrtu noter, je šlo ven. Drugega pa nič. So bili pa prsti pol občutljivi še 20 let. Ja. Če je bilo toplejš ali pa hladnejš, je špikal noter, ne. Zdaj ne čutim nič več, ampak bilo je ne 20 let pa. In pol sva pač lahko sam še Opazvala. opazvala, pa pospravljati sva šla pol še hrib na koncu, ki je bilo vse prekinjeno. Rank pojevim padcu, ne. Ja, to je bil takrat res spet še en šok, ne, kljub zelo uspešni odpravi. Ja. In saj vemo, ne, iz literature in tudi vaših pripovedovanj, da vas je to tudi zelo potrl. Ja, dosti fantov bi lahko še na vrh prišlo. Štriki so bili, vse se je vedlo že. So bili še v dobri formi. Ampak tako se je dogajalo. Tako se je odvrtel. A te je mogoče, glede na to, da si potem pač zavil tudi na neko zelo svojo pot, ki jo bova tudi malce obdelala, a si mogoče začutil tudi kakšno nelagodje ob tem, da si bil del neke mašinerije in velikega tima in na koncu je le nekaj članov odprave prišlo na vrh in ali je bilo komu všeč ali ne, ampak oni so takrat potem tudi največ neke pozornosti, ne, prejeli, ostali Na vsak manj. način. Kako ste pa recimo tudi ostali to čutili, oziroma a si imel kdaj kakšne težave s tem? Pač? Pravzaprav je bila takrat še tako močna ta skupinska zavest, da delamo vsi skupaj en za drugega, zato da bo en prišel na vrh, ne.
To je bilo takrat še zelo zasidrano v nas. To se je nehalo šele pol po 85, se mi zdi. Tako da takrat nisem imel kakšnih travm zaradi tega. Pač imeli smo željo, vsak je imel željo, da je prišel na vrh, ne. Seveda. Ampak če pa ne, je bilo pa fajn, da smo končali, ker se je to vleklo že čez 100 dni, ne. Odprava je bila dolga 106 dni, se mi zdi. Ja. In je fajn, da končaš in da greš domov, imaš poln kufer, 11-krat na hrib. Ja. To so bile stvari, ki so me odvračale od tovrstnih ekspedicij, ne. A se mogoče tudi si potem, ne, ker 81. vemo, ne, je bila potem odprava v južno steno Loceja, spet Aleš svojo idejo in tako. Ne, ti si pa nekam z ekipo domžalskih, mengeških alpinistov šel in to bova bolj natančno obdelala. Ampak a te je ta Everest mogoče malo odvrnil od Nepala naprej, pa od teh najvišjih hribov? Ja, ugotovil sem, da Himalaja ni glih tisto, kar jaz pričakujem od alpinizma. Prvič zelo velika klimatizacija, jaz sem jo rabil še malo več, vsaj 14 dni, za tisto nad 7000. Ne. In hoditi gor dol po enem hribu, pa opremljati tabore pa tako naprej, mi ni bil to stil, ki bi me navdušil, ne. Zato sem se pol raje odločil za drugačne vrste ekspedicij. Najprej pač ta domžalska, ki sem jo organiziral in vodil na Grenlandijo. In tam smo imeli srečo, smo našli, čeprav so bili takrat podatki zelo skopi, ni bilo še interneta, ni bilo nič, zdaj vse vidiš, vse najdeš. Takrat je bilo to težko, to polno revij sem mogel pregledati, da si najdel kakšne podatke. Savenc je imel k sreči kar nekaj stvari, pa na Danskem je bil pol dober prijatelj Savenca, Dolfi Rotovnik, hrvaški alpinist, ki je tudi precej vedel o tem. In smo našli področje, ki še ni bilo obiskano. In smo imeli srečo, da smo pač lahko s helikopterjem prišli do tja. Ker namreč splezali ste skoraj 30 novih smeri, preko 20 prvih pristopov na neosvojene vrhove. 25, ja. 7 prijateljev. Tako, zelo fajn ste se imeli, ne? Saj tudi nekaj ste se že da prebrati o tem. 3 tedne je bilo odlično. Par dni je bilo tako malo močno vetrovnih, viharnih. Pa tudi takrat sva s Štebetom šla in na 2 lahka vrhova zlezla. Drugače smo imeli pa lepo vreme in smo begali po tistih vrhovih kot utrgani. Koliko časa ste bili tam? 3 tedne. Je bil planiran čas, ne? Je bilo planirano, tako. No in smo res zlezli vse te lepe vrhove, tudi težke smeri so tam, strm led, vse živo je bilo. Vrhovi višji, kot je bilo na tistih zemljevidih označeno, kaj do 360. Da je to, mislim, da je bil 1/4 najvišji na Grenlandiji. Ker najvišji je 3700 na severu gor. Tako da smo res veliko splezali, kopne, snežne, vse živo. Vse smo poimenovali z našimi imeni, nekaj z eskimskimi. Je bilo vse od jugoslovanskega do slovenskega, do domžalskega, ljubljanskega vrha, mengeškega, vse živo. Tudi zemljevid smo imeli in pred leti me je pol en angleški alpinist kontaktiral, je želel imeti kaj več podatkov in pol pa ne vem, so šli tja ali ne. Upam, da so šli in da so se imeli fajn. No, za nas je pa pol po 3 tednih prišla ena čist nova izkušnja,
težka izkušnja, ampak ta izkušnja mi je pol dala moči v naslednjih težjih preizkušnjah. Ne. Namesto da bi 21. dan prišel po nas helikopter, imeli smo že spakirano veliko, slikali smo se, skupinska slika na koncu, fajn smo jezdili, ampak drug dan ni bilo helikopterja. V redu, pa jutra. Pa nas je bil lepo vreme. Nismo imeli pojma, zakaj ga ni, ker smo bili brez radiozvez z obalo. Imeli smo samo walkie-talkie za pogovore med seboj z baze do hribov. Ne. In tudi drugi dan ga ni bilo, tretji dan ga ni bilo. Pol sem pregledal hrano, nimamo prav veliko hrane, v redu hrano v en šotor, zapret, pa prehrana vsak dan samo točno opoldne. En dan juha, en dan čokolino. Ojoj. Skoraj nič ni bilo za jesti. No, v tistih dneh smo tudi prebrskali snežno jamo, v kateri so bile smeti. Ja. In tam smo najdli malo prepečenca, majčken paštetke, malo čokoladke, je ostalo noter v raznih embalažah. Pa nihče ni rekel, da v tisto jamo hodimo po noč cat, ki je bila bližje kot WC. No, the best. Ben ni tega omenil. In smo ti vse pojedli. Vse dali na 7 delčkov, tudi če so bili čisto majhni, centimetrski, pa pojedli. Ne. Tako da pol pozneje se spomnim, smo začeli samo z eno žlico jesti, da ne bi kdo golfal, da ne bi kdo eno več pojedel. Tako da to je bila res težka izkušnja. Vmes smo šli na ledenik napisati sos, ki so tam čez so bile ene linije letalske. Smo velik sos napisali noter in to je trajalo ene pol urce, smo bili vsi zmatrani do konca. Če ni prehrane, tam 1500 kalorij na dan, to je majhen premalo za preživetje. Ne? Yeah. Smo hujšali od 5 do 12 kil. In pol se je pa zgodilo tudi, da Miro Štebe ni več slišal na nobeno uho. En ga je imel poškodovanega iz stene kogla, ki je padel. Ta drug je bil pa zdrav. Takrat je prenehal slišati na obe ušesi. Totalno. Tako da sem mu lahko samo pisal. Dajali smo mu lahko samo antibiotike, če je kakšno vnetje ali kaj takega, drugega nismo imeli. In pol sem ga na Grenlandu peljal k doktorju, ni mogel nič ugotoviti, v Kemerhavnu nič. V Ljubljani pol. Nikoli se ni nič točnega ugotovil, zakaj je to ratalo. Lahko je psihična posledica, tisto čakanje je bil tak negotov, kdaj bojo prišli, ne bojo, se je 3. svetovna vojna začela. Nismo imeli pojma, lahko bi bilo vse. Pri nas skozi lepo vreme, ampak na obali je bilo pa slabo vreme in helikopter ni mogel predreti. Enkrat je menda probal, takrat je František, zgleda mu najboljši sluh, Vrankar Franci, slišal nekaj, ampak helikopter ni predrl tiste fronte, se je vrnil. Tako da je bilo res negotovo. Debatirali smo o tem, ćemo probati, da gresta 2 peš do Angmasalika, to je zdaj Tasilak. A to je najbližji kraj? 180 km. Zemljevidi nikakršni, brez sank pa smuči, ni variante. S tisto količino hrane, kar je bila, pa lahko prišla samo 2-3 dni daleč. Ja. Dokaj bi pa rabile en teden, če bi dobro šlo. Tako da je to odpadlo, je bilo vseeno boljše čakati, pa upati, da bo helikopter prišel, ker tudi doma so mogli paniko zagnati, ni bilo nobenega signala od nas. In so jo, ne. Tako da po 9 dneh je helikopter prišel. Imam sliko, ko sem slikal, kakšno veselje je bilo v bazi. En je v samih gatah prevale delal, en je z daljnogledom gledal,
Janko je mahal z bivak vrečo, da nas ne bi on zgrešil. Čeprav je točno vedel, kje je baza, ne videl vse. In pol na Grenlandu smo prišli do hrane, vedeli smo, da imamo skrčene želodce, fantje, malo hrane. Vsak je s svojim vozičkom ven prišel iz trgovine. Piva nam niso dali, ker nismo imeli bonov. Sem hotel od enega Eskima kupiti bone. Bilo tako drago, da sem rekel, to je perjec, ne, kakor boni. In pol sem ugotovil, kako pride do bonov, en laufal tisto pisarno po bone s potnimi listi in pol smo jih imeli preveč, piva dost. In sem se postavil pred trgovino, 5 minutah so vsi boni šli in smo imeli pivo plačano. The best. So me takoj naučili, kako se dela posel. In pol smo jasno preveč se najedli, eni so bruhali, eni nismo. Skratka, skrbi ni bilo več, kontakt smo imeli z domačimi in pol smo s kombijem z Danske prišli domov. Pač precej prepozno, ne. Vsaj 14 dni zamude. Pa izkušnja je bila pa velika. A je bila mogoče ta odprava tudi povod, rečva, temu, da si potem se v ta ledena prostranstva še tokrat vračal? Tudi. Ta polarna pokrajina arktična mi je bila pač všeč, ampak pol po Grenlandiji sem se lotil drugega projekta. Takrat Slovenci še nismo imeli osvojenih vseh najvišjih vrhov na svetu. Na vseh celin, ne. In sem se lotil tega projekta za svojo dušo in pol tudi za skončanje slovenskega projekta. In tako da sem vse vrhove na vseh celinah sem lahko obiskal, zlezel. Nazadnje, predtazadnje je bil Karstens piramida ali Punca Kdžaja na Novi Gvineji. To je najvišji vrh Avstraloazije, Oceanije. Izredno zanimiv vrh, stena, čist druga pokrajina, drugačni ljudje. Pleme Danijev živijo še dosti prvobitno, ampak povsod je neka žalost, ker so Indonezijci pač okupatorji. In zato sem tudi 11 let sem čakal, da sem nekako prišel do variante, da grem tja. Ker tam je osvobodilno gibanje še živelo in si težko dobil dovoljenje. Kakšne avstralske odprave, novozelandske so dobile, drugi pa ne. No, in po 11 letih mi je to ratalo in so z Rafom Vodiškom šla tja. Res prelepa pokrajina, drugačna. To je Nova Gvineja. Ja, Irian, ta indonezijski del, na drugo stran je Papua. In pač čist drugače vse. Pa veliko deža, ne. Kakšen vrh je zares to? Kamnit vrh, stena lepa, smeri že veliko. Midva sva takrat šla po normalni smeri, ki je v glavnem 2, 3 mesta, 4 pa eno in raztežaj 6. In takrat smo pač morali imeti tudi vodnika, je bil indonezijski vodnik, ki je imel s sabo še 2 alpinista. Oni so šli takrat trenirati za Everest. Pa že na poti smo en dan hodili 11 ur, pol smo se pod eno steno otaborili tam v luknji z 2 nosačema, najinih tovorov ni bilo nikjer, našega vodiča tudi ne. So ostali vzadi, mi smo prehitro šli, midva sva bila navita, sva letela s tistimi nosači naprej. In sva tisto noč ob ognju preždela, mraz je bilo kot pes. Brez bivaka, spalnih vreč, brez kakšne prave obleke, ampak je bilo fajn, ne. Sladek krompir jedla z nosači, drug jutr so oni prišli za nami, ne. No, in tisti vodič je hotel naju v steno peljati, ne. Prej je bila še ena zgodba,
Ko sem opazil, da nosačem ne dajo hrane, so mi dva zanje kupila. Vsa je bila zaklenjena v vrečah. In sem zahteval ključ, pobral vso hrano in jo razdelil nosačem. To je 3 dan. Indonezijski kuhar je, ki je vodil nekako nas tudi Razhudil. pizdu. In nama je skuhal pol tako župo, da je žlica komaj šla noter, to je bilo nudelno. No. In pa sem začel lepo z nosači jesti sladek krompir vsak večer. Pa je bilo gitko Pa fajn. kakšno Še najno boljše. salamo. Super. In pol se je zmaščevanja en dan ustavil ob 12, je rekel, tle bo tabor. Zgledam pismo, tle ni te stene, ki je naslikane. Sem rekel, to mora biti naslednja dolina. Sem rekel, ne, mi gremo naprej, šele polne ura, ne. In ni hotel. Pol sem pobral tisto robo, ki jo rabva, nametal nekako, pa nosače nekako vprašal, pokazal, kdo gre z nama. Ker pač noben ni znal besede jezika, ne. Midva tudi ne njihovega. In počasi so se odločili in so vsi stopili in smo šli do te prave baze. Sem bil tako razpizden, sva tako letela, noro, čez 4000 že, ne. In po so nosači tam v bazi naš letali za mišice, kaj je to zdaj z vama? Sem tako letela, ne, so komaj sledili. Smo tabor postavili, po en še Rafa zmasiral, od prstov na rokah do prstov na nogah, propisna masaža. Domača tradicija, z roda v rod. Zanimivo. Ja, neverjetno. Tako kot le pri masaži, ne. Ali pa še boljš, ne, bolj se je potrudil. No, vodiča še ni bilo za nami, sem šel popolne pogledat, kje je vstop v steno, on je prišel pol in rekel, jutri gremo, a ne. Ja, seveda. Midva so 5 v čisti temi se odplazila z tabora, pol pa lučke, pa v steno. Več kot pol stene sva pač lahko šla brez štrika, pa so se nek malo navezala, pa spet brez. Edin tisti težek raztežaj sva šla navezana in sva bila v 3 urah pa 15 na vrh. V 10 sva bila nazaj v taboru, ki ob 11 je vsak dan dež začel, ne. In to je padalo brez milosti. Gor so bile razmere v redu, majhen je bilo prejšnjega dne sodre, lep hrib, z tistega se je pa videl do rudnika, ki je tam 4 ure hoda stran. Mislim, da drugi največji dnevni kop zlata pa bakra na svetu. A res? Ja, in tam imajo tudi Američani svoje prste zraven. In ne pustijo odprav, da bi hodile z onega konca, ki je cesta do rudnika in pol si v parih urah v bazi. Sicer je fajn, da jih ne pustijo, ker imaš z domačini 5-6 dni res lepo pokrajino, lepo izkušnjo. Domačini prijazni do belcev, do Indonezijcev pa ne. Indonezijc noben ne upa hoditi sam po tisti pokrajini, ker ga pospravijo, ne. Ja. Tudi nazaj grede, naš nosač vstal v zadnji, dež je padal ko strela 1-2 dni. In mi smo pač postavili tam nek tabor, ogenj kurili, ki ga je tisti naš vodič videl, pa ni upal prideti, ki ni vedel, kdo je tam. Tako da je ostal sam na dežju. In zaradi tistega našega vodiča smo imeli tudi 2 dni zamude, ali pa 3, ker mogla iti lepo na Bali, to sva se veselila. In je bilo tiste 3 dni zamude in pol nisem hotel jim plačati vsega. Edin prav. Jurija posebej sem jim utrgal, sem mu napisal vse, kaj narobe je bilo, da je dal svojemu šefu pol, nič ni upal jamrati. Ja, tile Indonezijci so šli drug dan na hrib pol. 17 ur so plezali. Dež jih je prav, da sem mislil, da treba že pomagati. In taki naj vodijo pol nas. Ja, sej takih zgodb je verjetno kar veliko. Ja. Ampak od osvajanja najvišjih vrhov celin bi se pa jaz še vrnil še v tvoja 80-ta, kjer si pa ti namreč vodil še 2, verjetno, če rečem, legendarne
odprave oziroma legendarni odpravi je to mogoče Ja. zelo malo preveč površno. Skratka, leta 83 ste šli Domžalčani v Argentino. Ja. Pri Savincu sem enkrat videl naslovnico ene alpinistične revije Fitzroy. In tam na desno Kasarotova smer, tista zajeda pa še ni bila zlezena. In to mi ni dal miru in sem začel to organizirati. V Domžalah sta bila takrat Janez Jeglič Johan in Silvo Karo, pridružil se nam je še Franček Knez in to je bila prava trojka za to nalogo. In smo 83. pač šli tja in v lepem in grdem vremenu tudi to zlezli. Jaz sem v glavnem bil pač zveza med bazo in hribom. Vsake par dni sem nesel gor hrano, kuhal riž, pekel zrezke, vse mogoče. Njihovo obleko nosil dol, mokro, sušil, nosil nazaj. Tudi v viharju sem šel gor. Je bilo tako, da so vsi v bazi ostali, ker je bila še ne italijanska odprava tam. Pak tisto pot sem poznal na pamet, razpok je bilo malo, ene dve, ki so lahko skočil čez. Pak videl se pa ni nič in sem rinil en strm sneg do pasu, pa še več in prišel do stene in ugotovil, da sem ene 50 metrov nad bivakom, ki je bil v špaltni pod steno. Ja, Je res snežilka svina, nisem nič videl. takrat se je še veliko prenočevalo v snežnih jamah, ne, v Patagoniji. Prav v špaltnik sem pa kemičko nasedala, so malo popravljali, ampak bilo je dobro zavetje. Pa blizu so imeli do vstopa v steno. In kako je bilo biti šef trem mušketirjem, kakor se jih je potem poimenovalo? Zelo prijateljsko je bilo vse skupaj. Jaz umrl bi zanje, ne. Res, vse sem naredil, da sem lahko pomagal. No in pol so tiste štrike potegnili že kaj do 650 metrov ali koliko 600. In pol sem šel tudi z njimi v steno, tisto smo prežemarili, zlezli še kaj do 800 metrov in 150 metrov lažjega terena, ena štirka. Do noči bilo je samo še 2 cuga do sedla, do konca tega stebra. No in smo pač bivakirali, smo rekli, zjutraj še ta sprehod. Čez noč se je vreme poslabšal, vetrovi zihar 200 na uro, sneg, prejšnji dan je bilo toplo, je tekel po sten, smo bili malo mokri, pol mraz, leden oklep okrog nas, bivak vreče, s Frančkom sva bila na eni polički, Johan Silvo na drugi, sva držala bivak vrečo. Enkrat je sam odneslo, naravnost gor. In sva bila pol še brez bivak vreče. A je to, a je to ta znana slika, ki je tudi na naslovnici tvoje knjige, ne? Tako je. Tle sva s Frančkom, ja. Silvo je pa To je bilo od tega trenutka. Ja, to je mogoče ena najbolj prepoznavnih slik, se mi zdi. Ja. Tako. Mogoče Silvo, ne samo slovenskih, takrat je Silvo naredil par takih slik, tudi pol abzajl dol. Se spomnim, ima meni na slik. Na tistih ledenih štrikih ni sedel na glavo dol ali na rit ali kakorkoli. Skratka, tisti spust po štrikih je bil pol najbolj nevarna stvar, kar smo jo imeli. Borba. Nekje to so pol ugotovili, ko so šli še enkrat gor, bilo samo še na par premenih so bili štriki. Smo se spuščali dol, ne vem, ogromen ur. Pod steno smo sedeli do vratu v snegu in samo gledali smo se, a je to mogoče. Vsi smo tule živi, vse v redu. Ja, in pol so fantje šli še enkrat in zlezli tisti. Jaz sem šel pa takrat pogledat proti Toreju, ki gre pot
kako izgleda preke gor. Ko sem imel željo še tisto videti. Ne. In tisto je prišlo na vrsto 86, 85, 86. Z najboljšo ekipo na svetu takrat. 3 mušketirjem se pridružili še 3 najboljši. Pavle Kozjek, Slavko Svetičič in Peter Podgornik. To je bil tim, s katerim bi takrat na svetu lahko naredil karkoli bi hotel. Vse. Ne? Vse. Ja. In sem imel še eno željo s temi kaj narediti, pa žal ni šlo. Tako da to je takrat. Ampak bil je pa, bila sta pa člana ekipa še 2, a ne? Ja. Snemalcev televizije mi je uspel dobiti v televiziji snemalca in zdravnik. Borut Belehar in Fištrovc. No in takrat je celo snemalc prišel na vrh, štriki so bili napeljani do vrha in so vsi zlezli gor. No, midva s Slavkom nismo mogla slavci v bazi. Prst treningu prst Kaj bo že, poškodoval. ne? Jo, Jaz sem si pa mal pred to odpravo odžagal prst na roki. Ko sem na Gorjušah pri Bajti delal, na cirkularju. In sem mu povedal in pač malo je še bolel. Tako da sem samo nosil tovore gori doli. Skratka, To je bila zares težka odprava, Leta- težka stena, to je bilo- nevarna. 85, čeprav na vrh so prišli že 86, januarja ja. 86, ne? Ja. Naskakvali ste pa to znano zajedo v vzhodni steni. Ja. In je potem tudi preplezali. Ja. Tudi, Tudi slika pri Savencu je pomagala za izbor smeri, ja, ki je bila ta zajeda zares lepo vidna. iz te odprave je tudi posnet nek film, ne? Ja, Jaz ne spomnim se, kje sem ga videl, ampak sem ga je videl. bil na televiziji. Spomnim se samo tiste dolge, široke zajede, po kateri so plezali, in potem se spomnim, ko so prišli na vrh, koliko so bili veseli, Ja. s fotoaparatom ga Ja, vrtel, ko. Res Ja. najlepši vrh. In mogoče še to, ne, če se vrneva v leto 83, ne, to je bila tudi vzhodna stena Fitzroya, Ja. in takrat ste splezali to poimenovali Hudičevo zajedo, ne, Ja. med te goreta stebrom in pač to vzhodno steno. Na odpravi na Serotore Tudi se je pa vzhodna smer, stena. tudi vzhodna stena se je pa smer poimenovala pa kako Peklenska zajeda. ali peklenska diretisima, ali kako že bilo. Ja. Zanimivo. Je moglo biti že Hudičevo. Ja, v spodnjem delu je letel dol, kadar je bil lep vreme, je tam letel dol po zajedi preveč in so pol tudi štrike napeljali desno od zajede po platah, da se je tam že maril gor, ki je bilo v sami zajedi prenevarno. V lepem vremenu je letel, preveč letel. Pol čez nov let je tudi zasul tabor, je padel meter snega in sta Pavle pa Pavle Kozjek pa Peter Podgornik 14 dni odmetavala tisto bazen. Če ne bi zasul opremo, vprašanje, če bi jo kdaj skopali ven. Če bi jo sploh To je najdel. bil ne. ključ uspeha potem. Ampak vse je sreči šlo. Ker to so bila tudi še obdobja, ko se je tele patagonske vrhove v bistvu na nek odpravarski način napadali, če tako Ja. rečem, ne, da se je postavil bazni tabor. Pa tabor pod steno, ja. Pa se je pa po štrikih plezalo gori doli. Vsak dan malo naprej. In tudi mogoče še to mora povedati, da je bil to obdobje, ko so bile vremenske napovedi kašne. A so Ni sploh bilo? bilo. No, celo to, Ni ne. bilo Celo to. vasi Čaltenše. Ja, ja. 83, ko smo prišli, so bili spodaj samo pašniki, krave, konji, pa obmejna vojska, s katerimi smo postali tudi prijatelji, igrali šah in tako naprej. Takrat je še Joco Balančev z nami, je bil tudi en čas z nami tam v bazi, tudi igral šah,
Pol je šel pa iskati varianto, kako bi šli na Antarktiko. No in ta vojska je bila pol še zelo pomembna, ko smo prišli nazaj v Kalafate, skupaj z Italijani, takrat ni bilo prevozov, ni bilo avtobusov. In ko smo čakali, kdaj bo turističen avtobus prišel, pa kdo je hitreje tekel. Sem prilaufal do avtobusa, prijazna vodička, lušna, in je rekla, ja, lahko greste z nami. In je bilo dosti prostora še za Italijane. In pol smo šli v Kalafatih spat taburetke za cerkev, ki je bil lep travank. Taborimo tam, pač ljudje hodijo na Britov in se pripelje kamion vojske. Poskačejo dol s puškami okrog nas, puške proti nami. In smo sam, da bi ogledali. In sem pol do unga kapetana, poveljnika. Nekaj španskih besed sem se naučil takrat. Sem rekel, da je moj prijatelj Rojas, komandante Rojas. In ja, smo ga gor spoznali. Pozdravil je, vojska je poskakala na kamion in so se odpeljali. Ste imeli mir. Smo imeli mir. Italijan pa, ko smo rekel, to je Hermano Salvatera, znani alpinist. Ja, on ima kar nekaj prvenstvenih smeri, ogromno. zelo Ja, znan smo bili skupaj tam. alpinist. Ja, fajs fant. Tudi pod Torem smo bili pol skupaj. Tako da takrat je vsako zimo hodil tja. Vsak poletje, ne. Njihov, ja, našo Njihov, ja. zimo. Drugače pa doma vodil. Tako da je bila to taka fina zgodba. Sej nočem nič, ne, ker kakšne stvari morajo ostati Ne, tam, kar kjer se, praviš. ampak še nekaj slik je tudi zelo znanih iz te odprave, in sicer iz Buenos Airesa, ko ste se znali malce poveseliti. Ja, tam so fantje rasturali en dan, mene ni bilo zraven. So rasturali v enem prostoru, v enem klavirju in tako naprej. Pač so mi povedali, ampak poznam bolj samih slik. Ja, ja. Daj mi še vsem povej, tako kot si že začel tale pogovor o tej odpravi, tako močna ekipa, ne? Danes, ko gledamo nazaj, pa ko vemo, kaj so se ti fantje splezali, koliko močni so bili, ne? To je bil nek privilegij, ki si ga imel kot vodja odprave. No, s to ekipo sem si želel splezati v K2 prvenstveno smer, ki so jo pol Poljaki splezali. Diretisima, snežen koloarček, taka lepa stvar. Iz južne strani? Ali... No, sej, ni to bistveno. Veš, koliko mi je že z glave ušlo. Nekje doma mora biti še slika z orisano smerjo. No, skratka, ni se več dalo te ekipe dobiti skupaj. Preveč jih je prišlo na vrh. Posamezne zvezde niso več tako zasjale. In po tistem se je to nehalo, so začeli vsak po svoje. Slavce je žal po nesreči ostal v steni. Johan je bil za mene največji potencial, en najboljših alpinistov, kar sem jih videl. V skali in v ledu je bil baletka. Že v alpinistični šoli. Pa je to šel kot baletka. Na prvi turi, na drugi. Neverjetno, ne? Da, pa tudi sposoben za višino, za vse. Ne? Tudi po človeški plati znate vsi zelo lepo govoriti o njemu. Krasen. In sem mogel k njemu domov povedati, da ga ne bo več. Ja, težke stvari, ne? Za cel avtobus jih je že bilo. Ja, to je tista težka stvar, stran alpinizma. Tako da po
Po tistem sem se res obrnil v ta projekt najvišjih vrhov. In ko je bil pol 95, kdaj smo, ko smo zlezli še najvišji vrh Antarktike, je bil pol ta projekt zaključen. Takrat smo za Rafko Vodišek, Viki Grošelj pa Stipe Božič smo po prvenstveni smeri prišli na najvišji vrh Antarktike. To je bil prvi slovenski vzpon na ta vrh, nova smer. No, tudi Novi Gvineji je bil prvi slovenski vzpon. In pol je sam še dal z odpravo ponovil. Tako da je bil pol ta projekt končan in pol sem rekel, kam se ne zdaj obrnem. Himalaja mi ni dišala, pa to je Tone Škarja genialno obdeloval, ogromno ekspedicij, nove stvari. Je bilo tudi v tistih letih zaključeno za Slovence. In sem videl, da arktična področja polarna področja niso obdelana od slovenske strani. In me pač zanimalo mi že tako lepa pokrajina, tista na Grenlandu me je takrat navdušila in sem pol rekel, se moram pač malo bolj spoznati s temi stvarmi in sem si 98. leta najdel varianto za odpravo na severni tečaj. Takrat Francozi so organizirali odpravo, zato da bi preizkusili varianto turističnih trekingov na severni tečaj, sicer zadnjo stopinjo, zadnjih 110 kilometrov pristopa na severni tečaj. No in takrat je bil z nami Borge Osland tudi in še en Norvežan. Borge je bil že takrat en najboljših polarnih raziskovalcev in sem imel srečo, da sem prišel v to kombinacijo in sem ves čas pač vseh 110 kilometrov z Borgejem hodil naprej, kondicije sem imel, kakor se hotel, brez problema in sem se učil od njega in sem se v tistem tednu dni naučil to, kakor bi se drugače v parih letih. Imeli smo res težke razmere, zelo veliko naritega ledu, prekinjenih kanalov vode, skratka vse mogoče je bilo. Če je bilo kilometer ravnega vmes, je bilo prav fajn. Ne? Ker samo toliko za lažjo predstavo, ne, to ni neka taka lepa, gladka, snežna površina, kjer se da lepo smučkam potovati, ampak to je zelo razbit teren. Razbita ledena plošča, na vsakih par 100 metrov je kakšen nalomljen led, naložen kot greben, ki je do 10 metrov. Pol je kanal vode, ki se je ledena plošča počla in še ni na novo zmrznila. Pač vsa ta ogromna ledena plošča je premikajoča, se z vzhoda na zahod premika in gravitacija Zemlje in vetrov jo premikajo in zaradi tega se ta led tudi lomi, ker se premika, ne more taka plošča kompaktno jet naprej, ampak se lomi in to s takim zvokom, ki bi šel en ta velik reaktivc tik ob tebi s polnim gasom. Tako noro se lomi tista plošča. In imeli smo ogromno odprtih kanalov, pol sem šel še dvakrat in ben let ni bilo tako. Je bilo veliko bolj enostavno. Tako da ta let sta tudi bila dva padca v vodo. Najprej Jean-Paul Kviliči, gorski vodnik s Korzike, not padel. Pol je še en Rus, Sergej Ugorodnikov, to je doma v Norilsku, to je najsevernejše naselje na svetu, 72 stopinj severno. Pak on se ni sekiral, ne. On se je mirno preoblekel in hitro hodil naprej. Edin z njegovo palco v vodi smo imeli malo problemov, da smo jo ven dobili.
je bil pa tam 5 centimetrski led in od strani, ko sem bil za njim, sem gledal ploščo, kako je nihala gor dol, čisto elastično je nihalo gor dol. In bi lepo prišel čez, ker je zelo nežno hodil, ne. Takrat ne smeš nobene sile dati na nogo. Pol mu je pa sanke so bile prehitre na gladkem ledu in so povozile štrik. Na štriku je imel vozle, da lažje jih kaj potegneš. In je mogel dati več sile na nogo, da bi potegnil čez tisti vozel. In je šlo. In se je udrlo. Da sem pol nekje drugje najdel. Kakšne temperature so sploh to čez dan, recimo? Če takrat, ko ni nekega vetra? Značilno za severnem tečaju je to, da so vetrovi nežni, slabi. Temperature pa kaj do 35 pod ničlo. Ampak skozi dan, ne. V nočnem času je bilo tisti čas še malo mračnejši, ampak teme ni bilo. In smo v 5 dneh, smo delali tam 10-12 ur, smo hodili, smo 5. dan prišli na tečaj. Severni tečaj, torej. Postavili tabor na tečaju, naredili malo slik, pak naslednji dan smo se zbudili 1,8 kilometra zahodno od tečaja. Se je premaknilo. Se je premaknilo. Čez noč. Ja. Wow, zanimivo. Ja. Vsako noč se je premaknil, ne. Tako da tle brez GPS-ov, ne, kodar imaš geografski tečaj označen, ne, bi težje prideš tja, ne. Bi bile meritve komplicirane, ker ta magnetni pol je bil takrat 24 stopinj zahodno. Nekje na severju Ellesmera v Kanadi je bil magnetni pol. In še vedno se pač premika. Ja. No, ker tudi če jaz to prav poznam, površina te ledne plavajoče gmote se pravzaprav niha, ne? Tekom leta zaradi pač čez poletje se letnih časov, zmanjša. seveda. Včasih celo pišejo, da se je severni pol stopil, kadar se razpoka pojavi in gre tisto narazen, lahko rata par kilometrov široko vodno območje in so eno leto so prav pisali, da je severni tečaj se stopil, ampak se ni stopil. Samo ledna plošča se je razmaknila. Ampak pol gre pa spet skupaj. In takrat, ko gre skupaj, so to take sile, da se takrat led lomi in na obeh straneh tega kanala se pol nalaga gor plošče in jih razmetava tam okolne. In tisti pol malo zasneži, malo tako in tam če se pol pač težje prehajati. Se pa potuje vedno s smučkami. Ja. Smi na smučkah Ja. in za sabo vlečeš sanke. Takrat, ko je bilo to samo 110 km, smo mi lažje sani manjše 45 kg. In na teh sankah imaš pač vse. Ja. Šotor, kuhalnik, hrano, pa še za obleč. Vse, za kar pač preobleč. potrebuješ. Za preobleč moraš imeti not, ker če padeš v vodo, je edini način sam, da se preoblečeš. Ja, Tistega ne je posušiš. konc, se to zmrzne verjetno Zmrzne, v takoj. parih minutah je bilo to ledeno. In šele pol. In koliko kompletov imaš pol rezerve s sabo? Ja, enega sem imel. Pa imaš enega kviskota. En padec imaš v dobrem. Kaj pa jeste tam, recimo? Dobro, danes s to dehidrirano hrano sem možnim si predstavljam, Tudi to takrat niti se ni je že tako dobila težko. dehidrirana Ja? hrana. Ja. No, sej, So imeli za vojske, pa za policije so to že imeli in sem dobil hrano tako. ker tudi zaužiti je treba kar nekaj Pa takrat so to, kalorij, ne? takrat so to Francozi zrihtali. Ne? Ja. Ja. Hrano so imeli oni čez, jaz sem nekaj priboljškov, brez domače salame, klobase, zaske, pač ne grem in kamera. Ne? Ja. Tisto na mrazu pa še. Ampak moraš malo več pojesti, kar sicer, Ja, seveda, ne, sej logično. Že sam zaradi mraza, 4 plus do 5 aktivnost tisoč kalorij. Ne? na dan, lepo. Doma bi jih težko pojedel tok. Ja. Tako da Zanimivo. to je bila fina izkušnja, no pol pozneje. Eno leto smo šli še z alpinisti, prijatelji iz Antarktike, Viki Stipe in Raf, Spet na severni na tečaj. severni tečaj.
so si želeli, ko gremo, sem zorganiziral še enkrat s Francozi, dobil ugodno ceno, ampak smo imeli smolo, smo mogli en teden v Sibiriji čakati, ker je ledena plošča počla, pista počla in so pol morali novo pisto narediti in smo imeli pol pač to smolo, ali kakorkoli temu rečeš, da smo šli sam zadnjih 45 kilometrov, ker je bilo na razpolago sam par dni. Ampak bili smo na severnem tečaju. A do tam pa po zraku? Ja, najprej do baze Borneo, to je znanstvena baza, tam se gre z avionom z Hatange. To je mesto v krasnojarski oblasti, tam čez 70 severno. Prvi z avionom, ponavadi so leteli tile Antonov 54. A to so ta veliki tovorni ruski? Tisti avion, ki ima 2 motorja na vrhu kril. Ja. Rab pisto 300 metrov in vzleti, pa pristane. Nor avion. Super. No in v tem naprej pa do točke, kodr začneš hoditi pa s helikopterjem. Pa tudi ta veliki ruski helikopterji, ki gre not vse. Tako da so to take fajne izkušnje bile in glede transportov, glede Sibirije in glede vsega tega, da sem Sibirijo tam vzljubil in šel pol še parkrat tja snemati film o dirkah severnih jelenov v Jakutske gore, ki je hrbet Črskega sem šel s turnimi smučmi hoditi, sam sem se potekal po tistih hribih. Kaj je bilo še? Ampak to si vedno hodil takrat, ko je bilo tam... V aprilu, ki je že dan, skozi dan, pa še zmeraj mrzka hudič, do 45 pod nula. No. Tudi eno opremo sem testiral tam, da končam s severnim tečajem. Tja sem pol peljal tudi prvo skupino slovenskih planincev, avanturistov, kakor pač športnikov, koliko jih je bilo 9. Smo tudi zadnjo stopinjo 110 kilometrov prišli, tudi prva Slovenka je bila takrat na severnem tečaju, Minka Kahrič, tudi vsa navdušena. Od takrat so bile v redu razmere, lažje kot 98. In vse je šlo pač po sreči. Kako je bilo pa na drugi strani našega planeta? Antarktika. Tako. No, najprej pač sem v stik z Antarktiko, takrat, ko smo osvojili najvišji vrh in takrat sem si zaželel tudi, pol sem načrtoval prečenje. Prvi smo bili 3 kandidati, ampak na koncu sem ostal sam, ampak pač trmast pa tišast, kakor sem pol se s tem sprijaznil, pa skušal zorganizirati odpravo, pa s pomočjo francoskega gorskega vodnika, ki je bil v francoski vojski v službi, tudi dobil ta pravo opremo in radio postajo, kratkovalovno od njih. In nisem pa mogel priti do satelitskega telefona. Nisem zbral dosti denarja, sem računal še na ene denarje, pa so mi s figo v žepu obljubljali in ni bilo nič. Tako da sem mu pol tisto 5 kil težko postajo, pa komplicirano je bilo to, da sem mogel postaviti 20-metrsko anteno, 2 smučke pa na 5 žico čez. Da je to delal. In to postavljati vsak dan je bilo hudičev zoprno, teža večja. No, takrat sem skušal pač priti do južnega tečaja in pol še nadaljevati na drugo stran. To je bil moja želja, moj načrt. To šel sama, ne? Sam. Sanke so bile 160 kil. No in pač ta prvi del je zelo garašk, se vzpneš z obalnega predela mimo hribov, tam nekaj, ki je zdaj Aleš Česen. Oni so šli v tiste hribe.
zemlja Queen Mount. In sem čez tisti težek del sem pač privlekel se. Polet do tja je bil z Južne Afrike in tam smo 3 dni čakali in je bila tudi moja hrana na toplem. Imel sem pa eno specialno hrano z Francije, ki bi mogla biti na hladnem. In sem po enem tednu gor sem začel vsak dan pač ven vleči hrano, ki je bila plesnava. In sem dobil tudi drisko in tako naprej. In mi je to bil en tak oren handicap. In pol je bolj psihično stanje postalo slabše. Fizično je bilo še v redu, ni bila tako močna driska, bi rekel, da ne bi mogel. In tudi, če bi ti šel naprej, bi verjetno lahko kakšno hrano dobil z baze tam ob obali. Pol sem mu še en dan smolil, sem en GPS zgubil, en padal mi je všel. Sem skušal s padalom jet in mi je takrat en padal všel in sem tekel za njemu in mi je že pa GPS padel, pa ga nisem najdel pol. Ampak imel sem sreče enega Magellanovega, ki je bil tudi nekako zapisano zvezo lahko, če vse ta drug odpove. No, ampak pol po ne vem kolikih dneh, po enih 150 kilometrih sem prišel že gor na plato, kodar bi bilo napredovanje veliko lažje, fizično. Sem pač zaradi precej negativnih točk, takrat sem si napisal pozitivne točke pa negativne in je bila ena negativna več. In sem enostavno pol obrnil. Si to zelo matematično obrnil. Ampak to si večkrat počel, ne? Ja. Drugje. Ja. To je mogoče res zelo dober način. Pač, pa imaš v glavi tudi, se ti grde stvari rišejo v glavi, od belgijske odprave, ki ga je padal potegnil in je bil in ga je vleklo za sabo in je trešil z glavo in je bil pol nezavesti. In če ne bilo prijatelja z njemu, ki ga je spravil v šotor in to bi pač gladko umrl, ne. In pol imaš še take stvari v glavi in to je pol že zelo negativno razmišljanje. Ja. In takrat pol obrneš. Ker tudi pravi, da če stvari zapišeš, jih bolj ozavestiš. Ja, 3 dni sem se odločil. Ni bilo na hiter. Kako pa si sploh, bom rekel, prenašal to samoto? Ker to si dneve noči sam, ne? Delec stran v zelo, rečva, neprijaznih naravnih okoljih, kjer se marsikaj lahko zgodi. Ja. Sprobal sem že recimo v Patagoniji sem šel na Hero Continentale, sam okrog Fitzroya, Serotoroja, en teden, tam 100 kilometrov. Sem šel tudi čist sam, radio zveza tam tudi ne bi delala. In mi je bilo všeč, ne, je bilo v redu. Imel sem srečo, je bil lepo vreme, da se je pač videlo, da sem vse prehode vdel, tako kot je treba. 45 kil smučke, šotor, čez tiste hribe z vleko na drugo stran. Sani nisem imel, sem kar tisto svino vrečo transportno imel za robo, pa je vleko za sabo, pa je šlo tudi fajn. Se ni strgala? Ne. Je bil tak gladek sneg. Pol čez hribe pa spet, pa Sovjento, tam naprej od Cerroja dela, pa na drugo stran do Lago Torre, pa pol nazaj proti Chaltenu, ne. To je bila taka fajn izkušnja, lepa. Tam sem še nazaj ni da letel v Chalten, sem še gor 2 ure pred Chaltenom sem še v hribih malo taboril še en dan, ki je bilo lepo. Mislim, sej predstavljam si, ne, ker jaz pač nisem nič podobnega počel, da se te alpinistične izkušnje
zlasti zimske in zlasti odpravarske, ti dajo zelo veliko bazo za to. Ampak vseeno so pa neke Absolutno. malenkosti, ne, kot ti neke smučkami, specifike, ki pa pol pač na severnem tečaju trikrat pa to si se jih uh, naučil, navadil. precej osvojil. Ja. Kaj pa ta, čist nek psihološki del, to samota, očitno, Psihološki mačkar že del, moraš biti če bi- nagnen, da lahko to Če bi počneš. bil takrat na Antarktiki, še kdo z menoj bi po mojem nadaljevala. Ne? Pač, ker je plesno, ga bi stran zmetal, neki bi že ostali. In mogoče bi se dal tudi jadrati. No, daj mi to še Prav razloži. s samim jadranjem nisem imel zadosti izkušenj, sem pač učil se doma. Primož Černe me je učil kajtati in smo to počeli vseh na letališč. Pa sem šel še v Francijo, v Tinje, s sankami probati, pa z enim sedežem, da lahko sediš tudi in bi lahko par 100 kilometrov, če je ugoden veter, prejadral, ne, lažje kot na nogah. Ampak žal do tam čez hribe pač ni bilo ta pravih vetrov, polk bi se pa to začel, sem pa obrnil. No. Včasih mi je to še žal, da sem obrnil. Pak tako sem se odločil in tako sem naredil in je moral biti že prav. Seveda. Nisi pa pol kasneje še imel priložnosti ali pa celo želje, da bi se vrnil. Predraga odprava Ne, je saj to to je, na ne. Antarktiko, da bi Antarktiko je, pozneje še ponovil, to je bilo leta 2000. In sem se raje odločil za Grenlandijo, ki je bistveno cenejša. Ne? Razlika med Grenlandijo in Antarktiko je to, da so temperature na Grenlandiji še nižje, so pa vetrovi na Grenlandu so pa višji. Ne? Ni takih nizkih temperatur, so pa vetrovi močnejši. zanimivo. In ti spitorak pa ta streamjet pride gor in so vetrovi lahko do 300 na uro. Ne? Ker na Antarktiki so šuhnejši vetrovi. Tudi bolj konstantni, tako kot si rekel na severnem tečaju, da konstantno piha, pa bolj šibek veter. Ja, pa šuhnej vetrovi. Ni bilo močnih vetrov, nikoli. Tudi po izkušnjah Borge je tako. On mi je pač razložil, da je na Grenlandiji to močnejši in sem doživel, da je bilo res močno. Tako da sem se pol usmeril najprej še nekaj sibirskih odprav, kaj je bilo takrat, 2002. Sem dobil vabilo na prvi turistični avtorejli v Sibirijo. Z Jakutska me je turistična vodnica obvestila in sem zbral na hiter 7 ljudi, še 6 ljudi nas je šlo, tam 3 posadke in smo bili udeleženci rejlija, avtorejlija 1000 kilometrov od Jakutska do tečaja mraza v Ojmjakonu. Ojmjakon je točka vas, kodr so leta 28 namerili minus 71,2 temperaturo, to je še zdaj najnižja v naseljenih krajih. In fajn izkušnja. Takrat sem testiral spalne vreče tudi za polarne odprave, eno spalno vrečo. Sem spal pri minus 38 zunaj, samo še iz gore teksa eno vrečo sem imel čez, da ni bilo to mokro od snega. In se je dobro obneslo, sem celo spal, ne. Prve 2 ure ne, pol sem pa v redu spal, ko se je ogrel. In ene alpinine cross country čevlje sem testiral, alpinine cross country smuči, ki so jih sicer na Češkem delali. In je bilo zanimivo, ne. Pol prve te slovenske ekipe smo zmagali na rejliju. A res? Ja, prvi 3 smo bili, čeprav do konca se ni vedeli, kje smo. Na koncu je bila še ena spretnostna vožnja, pa pol smo bili prve 3 ekipe. Ker smo mi vozili, lastnik avta je bil pa tudi v avtu, ne. To so bili ruski vojaški vazi, krasen avto, tudi če zletel ven z tiste reke, ki je bilo divje ceste, reke, sneg, tudi do pol metra, vse živo je bilo, ne.
Tako da smo dobili za darilo vsak 2 diamanta z tistega rudnika pri Jakutsku, A res? ki je največji rudnik diamantov odprt. Ja. Zanimivo. Ja, take majhne diamantke. Upam, da so bili zanimivi še kdaj kasneje. Ne vem, kaj je bilo z njimi, sem ga pustil Ja. svoji bivši ženi in hčeri. Pravijo, še leto sem se pogovarjal z gospo, ki je tudi šla v Sibirijo, celo večkrat. In je šla tja zaradi te pristne narave in stika ljudi z naravo, tudi zaradi nekih šamanov in tako mi je nekaj razlagala. A si imel kaj stika z ljudmi, kaj več, kot samo tisto, kot Z sem mogoče ljudmi zdaj? dosti, ja. Daj In mi tudi malo s kakšnim opiši. šamanom, ker jaz sem bil v zelo severnem delu Sibirije, ona je bila verjetno bolj v južnem delu, tam je boljša vegetacija, ker polet ni snega, pač ni permafrosta in tako naprej. No, tle gor, na teh fajn izkušnja je bila leta 2001, ko sem snemal filme, z Davidom Brezigarjem smo najdli variante, da sva šla snemati te filme, pa obiskati 3 prizorišča teh dirk. Sicer je bila fajn izkušnja na reki Popigaja, to je 500 km severno od Hatange, blizu Tajmirskega polotoka. Tam sva že svoje 3. prizorišče dirk Severnih jelenov obiskala, in sicer skupaj s spremstvom guvernerja iz krasnojarske oblasti, 3 helikopterji, guverner s spremstvom, potem televizija, novinarji v enem helikopterju, tam so bila tudi midva. In je bilo neverjetno zanimivo. Dirke severnih jelenov. Severnih jelenov. Kako je to Takrat zgleda? domačini praznujejo praznik prihajajoče pomladi. Bilo je -45, pa tudi veter prek 100. Da je bilo fajn mraz. Ampak sem imel dobro opremo, dobro fotografsko opremo, akumulator v ruzaku, tak svinčev, kabelček v fotoaparat, sem lahko cel dan snemal pa slikal. No, in takrat imajo tam športne igre na prizorišču, imajo vse od teka žensk, teka moških, na 3 kilometre, potem imajo še skoke v višino čez ovire, 60 skokov je naredil ta prvi. Pol metanje lasa, lovijo premikajoče se predmete na laso, pol vlečenje vrvi, vse sorte športne igre. No, in ta glavna stvar so pa dirke severnih jelenov. To so vprege s po 2 jelenoma, pridejo domačini široke okolice, par 100 kilometrov pridejo, ker je nagrada je bila, veliko nagrad, ampak glavna nagrada so bile motorne sani, ki jih je guverner pripeljal s sabo. In tle so laufali njih 30 kilometrov in to jelene gonijo do konca, jeziki do konca. En jelen je skep padel, so ga pripeljali na saneh. Skratka, zelo zanimivo, fotografsko in tako. No, in tisto spremstvo s helikopterjev je hodilo v eno od tistih koč. To je bila bivša vas od domačinov, ki so jo zapustili in naredili novo, ene 100 kilometrov stran, tle ni bilo ugodno. Ves sneg okrog je bil od peska, ga je veter od nekaj nosil. In oni rabijo pač čist sneg za topiti, ne. Za to. Tam v bližini, ne vem koliko daleč stran, ne 100 kilometrov stran, je bila pa ena geološka baza, ki je nekoč en meteorit padel dol. No, in ti domačini so prišli tudi v to vas za kakšen teden, se udeležili dirk in pol se je pa zgodilo, ne, da je ta prvi helikopter odpeljal, pa še ni bilo konec vsega,
so bile še jahanje severnih jelenov, tam jaz sem tisti snemal, pa gre prvi helikopter v luft, pa se nisem sekiral, v redu, gre guverner, ima dosti tega. Pa je šel pa ta drugi helikopter v luft čez 5 minut, sem rekel, je bentiš. Ben nama ni povedal, da gremo, ne, da je odhod ali karkoli. Pol posprava robo, greva iz reke gor, to je bilo na reki, po bregu gor, vzleti še ta tretji helikopter, konc. Vsi so nama všli, in Ben ni porajtal denaja, ni preveč so pil. Ali pa so razmišljali, če sploh kdo razmišljal, da smo mi v drugem helikopterju. Skratka, ostala so tam. In sred so bili tam domačini še, so rekli, ja, mi bomo tle še 2 dni, ne. In so bila tam pri enemu Igorju, v Bajtici, tam sva jedla, spala, zajesti je bilo fajn, od jelena do rib, strganina, to je nastrgana riba, zmrznjena riba, kožo olupijo, pol pa bel meso nastrgajo in ti srov meso, sam sol pa kruh. To je tako dobra stvar, da bi rad še kdaj jedel. No in pol zvečer so potegnili od nek kratkovalovno radio postajo in v tem plemenu Dolganov je matriarhat. Mama je vodila zadeve, govorila z letališčem in ata je pa gonil generator, tak vojaški generator, ročni na roke, in so zvedeli, da čez par dni bo šel helikopter na sever in bo nesel na zdravila v eno vas, in če bo sreča, bo še naja pobral. No, ampak ta drugo noč se je zgodilo, da sem zaslišal proti jutru velik hrup zunaj. Vstanem, sem tako oblečen spal, nisem mu nič za pokrit. In grem ven, tank. En tank je ropotal. Vojaški Prišel tank. tank, ampak brez kupole, gor je mu avtodom, kupolo za bijanje. Brez tankovske cevi. Ja. In pol pridejo in 3 možakarji ven, pa je še David prišel, so jih vprašala, greva lahko z vami, so rekli ne, pol ki je bilo zadost rubljev, sva pa šla z njimi, ne. In pa so se 2 noči in 3 dni vozila 550 kilometrov po rekah s tankom do Hatange. To je bilo nepozabno doživetje, vmes se je malo pokvaril, olaj žaril več kot benzina. Skratka, nepozabno, mraz je bilo not 25 stopinj tam zadaj, vrata so spuščala, sneh krožil okrog. Skratka, Šlo pa je, ne. enkratno je bilo. Takih spominov ne moreš imeti kar veliko. Lej, nekdo, ki ni nikoli hodil po teh ledenih prostranstvih, ne, pa če samo majčkeno se spomnim tudi sam vseh teh zgodb, od Shackletona, pa Amundsen, pa Scott, pa vse te dirke, kdo bo dol prišel na prvo točko in tako naprej. In prej si že sam omenil, da ta himalajski del te ni toliko navduševal več in potem si začutil, na teh področjih še pa ni bil noben Slovenc, skratka te je privlačilo neko pionirstvo. Ampak kaj je pa ti zares, ki te je gnalo, če si kdaj razmišljal, v ta kruta ledena področja, v to kruto naravo? Ja, od teh pionirjev polarnih odprav sem prebral vse, kar je bilo. Tudi od Nansena in tako naprej. In je bila moja želja tudi prečenje Grenlandije, pol, ko mi je tudi Antarktika propadla, pod severnem tečaju, v redu, prvi Slovenc na severnem tečaju, ampak to ni bilo to, zadnja stopinja, ne. Sem si želel več. In sem pol leta 2003 zorganiziral odpravo prečenje Grenlanda, takrat sva z Bogdanom Kladnikom probala in sva imela smolo z viharji. V 15 dneh, kar sva prečila, je bilo 9 dni močnih viharjev. Tako da če piš v šotoru in ješ hrano. Prvi vihar je bil sploh grozen, pomerjeno 207 km/h veter.
proti nama se je bližala fronta, ki smo bila še v obalnem pasu. Glih na koncu tistega ledenika se je fronta tak črn zid, visok, velik črn zid se je bližal. Prvič sva to videla. Pa prehitro se je bližal, da bi karkoli naredila. So vztrajala, so mislila, bo že rekla, mi dva, ne. Figo, ne, ki je tisto prišlo do naja, sva obstala in pol Bogdan je ležal za sankami, ga je zasul v 15 minutah vrtinc snega. Jaz sem se plazil tam okoli. Po 2 urah sem videl, da ne bo nič pojenjal in rekel, zdaj moral pa šotor postaviti. Rekel, pa kako šotor postavil? Najprej so postavila zid, Bogdan je rekel, zdaj pa se usedel tle pa spalne vreče, pa sva dobra, ki je bil zavetje. Se je ta nota prava rešitev. Zjutraj bo zmrznen, tisti mokr spalni vreč. In sva pol skopala še jamo za šotor, in 40 centimetrov se je dal do živega ledu. In pol so na kolenih postavljala šotor 4 ure. Nič nama ni odnesel, eno palčko nama je zlomil, ampak v 4 urah so ga uspela postaviti, so pol skočila na glavo noter. No, tam so tudi tiste slike, totalna maska iz snega. Bogdan je pa tudi podobno. Čisto frajhan. 3 dni sva šotor držala, pa en šotor držal, en je pa jedel. Skratka, v 15 dneh sva pojedla več kot vso rezervo in ugotovila, da tudi če grejo še naprej, pa da ne bilo nič več viharjev, ker je bilo skoraj nemogoče, nam bo zmanjkalo hrane in sva obrnila. Leta 2005 sem šel pol na najvišji vrh Grenlandije, to je tudi najvišji vrh Arktike, prvi slovenski vzpon, Gunbjørnsfjeld, 3700 metrov, solo vzpon, prekrasna smučarija dol. Skratka, lepo odprava, še pa še. Ampak tudi tam je bil en vihar, ki sem hotel en vrh prvenstveno, ki še ni bil osvojen, na drugi strani ledenika, je tam sred ledenika, sem videl črn zid, sam še obrnil in sem zadnje 2 ure tudi hodil po takem. Ampak sem imel GPS točko. Ne. Ampak vse te težke preizkušnje in ta težko okolje te more nekaj privlačiti, tako bi marsikdo bi rekel, ma to tam raz. Enkrat veš, kaj te čaka, ko že daš težke stvari skozi, je to taka podlaga, da te nobena stvar več ne preseneti. Vse že predvidiš, imaš dobro opremo in pripravljen si pač mazohist, pripravljen malo trpeti. Mora biti pa tudi zelo lepo. Ne? Ki je pa pol zjutraj, ki se je po tistem viharju odprl, vsi šotorčki zasneženi, ki sem šel z eno angleško vodniško odpravo, ki so ljudi vozili na ta vrh. Jaz sem imel svojo hrano, svojo opremo, sem bil neodvisen sam, prevoz smo si delili. Tudi puško sem imel svojo in vse za medvede. Si kdaj uporabil? Si jo kdaj uporabil? Ja, sam polk smo se afnali, pa tam streljali v tarčo. Pa ki je prišel v tisto bazo na 2200, tudi medved enkrat na eni odpravi in podaril šotor in malo jedo. Tako da se zgodi, da medved pride tudi daleč od obale, ker običajno na polarnih odpravah nima s sabo orožja. No in pol 2007 sem pač z Andrejem Podlipnikom ponovil to odpravo in sva uspela v 27 dneh priti preko Grenlandije 600 kilometrov, to Nansenovo pot iz Kangerlussuqa v Izortok, vasica na vzhodni obali. Zdaj sva imela samo en dan pa pol slabega vremena, sva pa na začetku zelo počasno napredovala, sva imela slabo vreme, vsak dan je snežil in pol na začetku 101 kilo oprema, sanke in po tistem ledu pa navzgor po ledeniku. Štartala sva na enih 500 metrih, moraš priti pa prek tistega ledenika na enih 900 metrov, razbit ledenik in tam po tistem ledeniku sva naredila ene 60 kilometrov.
En dan v najino smer samo 1 kilometer, pa so 10 kilometrov naredila, ne? Ker se moraš izogibati razpokam Ja, in ne ja. pravo smer. Ne? Ja. In je tak res razbit ledenik, ampak ko imaš enkrat če bi imela točke na ledeniku, taborov bi bilo v redu, ampak jih ni bilo. Jih nismo mogla dobiti. No, Ivica Kostelić pa Jan Podgornik, pozneje sta jih dobila od Naja in sta dveh dneh prišla čez ledenik, hitreje kot Norvežani. Super. Midva sva pa pol uspela, ko sva prišla enkrat z ledenika ven, je bilo napredovanje hitro in sva pol vmes en kratek en dan vihar, drugače sva pa vsak dan 25 kilometrov naredila in prišla vesela, zadovoljna do cilja. Shujšala sva orang, 20 minut pred koncem sem se jaz še skopal v eni razpoki morski. Sem hotel posneti en boljši kader in sem čez ta široko šel stopiti. Smuči spredaj in zadaj po 15 cm na ledeni plošči, pa Puf. let ni zdržal in sem se skopal. Pa ni enostavno, smuči na nogah in škornji, polarni in je težko ven prideti, ne. Andrej mi je pol moje sanke porinil zraven, da sem se oprl nanje in zlezel ven in laufal moker do vasi. In se preoblekel. Ja, Stane tako, že še enkrat, ko sem, če lahko omenim tvojo monografijo Ledeno sanje, tale knjiga, tisti, ki vas zanima še vse to, kar si pripovedoval, še v sliki, toplo priporočam, da si tole knjigo vzamete v roko, ker že samo čez kazalo preletiš in vse, kar si doživel, ti očitno nikoli ni bilo dolg čas. In kot smo slišali že na začetku, ti tudi danes ni dolg čas, tipičen upokojenec, kakor sva rekla. In enostavno se bova mogla še enkrat usesti, ker toliko, kar si ti doživel, vidim, da je tudi tale knjiga pretanka in mogoče boš mogel še kakšno napisati. Se je nabralo materijala še precej, ne. Se je. Veliko nekih od trekingov do raznih stvari, najvišji vrhovi otokov, raznih velikih, pa take, veliko zgodb je še. No, vidiš, pa boš imel še mogoče res kakšen izziv, še kaj napisati, pa glede na to, da si bil cel življenje profi fotograf, imaš verjetno slikovnega, pa tudi smo slišali filmskega gradiva še kar nekaj, sicer pa hvala za tale res prijeten obisk in za vse tvoje zgodbe in ti želim vse dobro in še veliko lepega. Hvala tudi tebi, zelo hitro mi je minil tole. Ja, res je hiter. Še enkrat se bom mogla usesti, ni druge. Hvala in srečno.